Pozdravljeni. Ja, gre za manifest za osvoboditev psihiatrije iz rok oblasti. Avtor je mag Michael Bellis. In trditve so, kar močne. Da naj bi psihiatrija pri nas ne bi bila zgolj veda, ampak morda tudi orodje nadzora. Tako nekako, ja. Da posega v temeljne pravice. Viri omenjajo tudi vzporednice s filmom Just Mercy oziroma Le usmiljenje. Tisti film o sistemski krivici. Točno. Kako sistemi, ki naj bi pomagali, razčlovečijo ljudi, postanejo samo primeri. Poskusiva razčleniti te argumente danes. Kaj je v bistvu osrednja teza tega manifesta? Ja, osrednja teza je kar direktna, da prakse kot recimo prisilna hospitalizacija brez ustrezne sodne presoje. Brez da sodnik odloči prej. Tako. Ali pa odvzem avtonomije, celo uporaba diagnoz za utišanje kritikov. Da to ni nekaj izjemnega, ampak kaže na sistemski problem. In povezava s filmom je potem v tem. V tem, da se ljudje izgubijo v sistemu, postanejo številke, diagnoze, njihove zgodbe, njihove pravice pa nekako niso več pomembne. Temu viri pravijo legalna dehumanizacija. Ok, legalna dehumanizacija. Sliši se protislovno. Kako je lahko nekaj legalno in hkrati dehumanizirajoče? No, manifest opozarja na kršitve čisto konkretnih členov Ustave Republike Slovenije, recimo. Katere? Omenjeni so člen 19 o osebni svobodi, pa 21-22 o pravnih jamstvih, poštenem postopku, tudi svoboda izražanja, vesti, pa 5. člen Evropske konvencije. O pravici do svobode. Ja. Bistvo je, da so postopki morda formalno, po zakonu, ampak v praksi? V praksi pa vodijo situacije, ki so moralno, etično zelo sporne. Aha. Dajva primer. Omenjena je prostovoljna hospitalizacija. Točno. Ki naj bi bila v resnici pogosto posledica, kaj pa vem, hudega pritiska ali pa preprosto ni drugih možnosti, ni podpore v skupnosti. Torej, podpišeš soglasje, ker drugega ne moreš. Tako nekako. Prisila pod krinko soglasja. Ja. Viri navajajo tudi eno izjavo, ki to dobro ponazori. Katero? Citat. Gre nekako takole. Niso me hoteli slišati. Hoteli so me utišati. Pa ne z razpravo, z injekcijo. To je močno. In zelo osebno. Ja, in se ujema s tezo o utišanju. Glede na te očitke, kakšne so pa potem zahteve manifesta? Verjetno kar konkretne. Zelo konkretne. Prva je ukinitev členov 39 in 40 zakona o duševnem zdravju, ZDZ. Zakaj ravno ta dva? Ker naj bi ravno ta dva omogočala pridržanje osebe brez predhodne odobritve sodišča. To vidijo kot jedro problema. In iz tega potem sledi. Sledi druga ključna zahteva, izražena z geslom No incarceration without judicial consent. Torej, nič zapiranja, nič prisilnega zdravljenja nadzora, brez vnaprejšnje sodne odločbe. S pravico do obrambe, seveda. Absolutno. S pravico do obrambe zagovornika. So še kakšne druge zahteve? Ja, ustanovitev neodvisnega nadzornega organa. Neodvisnega od ministrstva in NIJZ. Tako, ločenega od obstoječega sistema. Očitno je mnenje, da sedanji nadzor ni dovolj. Potem pa še otroci. Ja, popolna prepoved psihiatričnih ukrepov proti otrokom, brez soglasja obeh staršev in sodne odobritve. Posebna skrb za najranljivejše. In še zadnja. Javno poročanje o vseh primerih pridržanja brez soglasja, z imeni odgovornih zdravnikov, ustanov, sodnikov. Več transparentnosti in odgovornosti. Dobro, to so zahteve. Kakšne pa so predlagane rešitve poleg teh? So omenjeni kakšni tuji zgledi? Seveda. Poudarek je na jasnih zakonih, ki zahtevajo sodno odobritev pred posegom brez soglasja. Pa boljši nadzor, izobraževanje javnosti o pravicah. In alternative? Ja, spodbujanje alternativnih oblik pomoči, ki ne temeljijo na prisili. Pa dostop do neodvisnih pravnih svetovalcev. Omenja se italijanska reforma. Basaglia. Tako, Basaglijev zakon, ki je zaprl klasične azile, poudaril skupnostno oskrbo in, kar je ključno, uvedel obvezan sodni nadzor. Zanimivo, kako viri ne govorijo samo o sistemskih spremembah, ampak tudi o moči posameznika. Kaj lahko nekdo naredi sam?
To je res pomembno, ja. Poudarja se aktivno zavedanje pravic, zahteva po prisotnosti zaupne osebe odvetnika. Snemanje pogovorov? Tudi to se omenja kot možnost zbiranja dokazov. Pa zahteva po neodvisnem izvedenskem mnenju. Če dvomiš v diagnozo ali ukrep. Točno. In pravna orodja. Omenjala sva zakon o dostopu do informacij javnega značaja, ZDI-Z. Ja, ZDZ naj bi bil orodje za razkrivanje vzorcev. Ali nekdo nesorazmerno pogosto uporablja prisilo. Aha. Potem pa seveda ustavna pobuda za presojo ZDZDR. In če vse drugo odpove, Evropsko sodišče? Evropsko sodišče za človekove pravice ali pa odbor za en proti mučenju, vse to so poti. Torej, če povzememo za konec, manifest ne pravi, da psihiatrija ne more pomagati. Ne, tega ne zanika, ampak opozarja, da ne sme postati orodje prisile, nadzora. Gre za spoštovanje pravic, dostojanstva, transparentnost, odgovornost. Tako. In če povežemo vse skupaj, končno sporočilo je res močen poziv k osebni suverenosti, zavedanju pravic. Tisti zaključek avtorja je kar udaren. Vzemi svojo dušo nazaj. To pa odpira vprašanja za vse nas, kaj ne? Res. Kako kot družba zagotoviti, da sistemi pomoči res pomagajo in ne postanejo mehanizmi nadzora nad ranljivimi? Ja, vprašanje, o katerem je vredno razmisliti.